Draga družba, čau in lep pozdrav. In evo, spet se oglašam iz kanala Lunca Films in sicer danes se bomo pa dotaknili teme podvodnega ribolova, kako ga začeti, če si popolnoma čisti začetnik, kako bi ga se lotil, kako je moja izkušnja, ker sem bil na tem in da vam jo predstavim tudi majčkeno, da vidite, kako zadeva poteka. Z vami spet Matic Zalaznik iz kanala Lunca Films in hvala, ker spet gledate tole zgodbo, ker tale bo res nekaj posebenega. In sicer, kako začeti podvoden ribolov iz nule. Evo, snemam video, ker sem se v bistvu sam lotil tega iz popolne, kompletne nule, ker nisem vedel, kako začeti in kaj začeti. In tukaj vam bom zdaj predstavil jaz celotno zgodbo, kakšna je bila moja pot, kako sem se lotil na začetku in cel postopek, bom rekel, v bistvu, kako priti do opreme, kako se pravilno naučiti zadrževati sapo pod vodo, kako trenirati, da boste čim dlje zdržali, kako vse te varnostne, bom rekel, procese pravilno upoštevati, da ste lepo sproščeni pod vodo, pa da varni, a ne predvsem. Tako da gremo v zgodbo od začetka. Evo, pa da povem na eno kratko anekdoto. Kako je mene sploh podvodni ribolov, bom rekel, tako okužil, kot me je, a ne. Bil sem na morju, šel sem z jetom 6 dni po otokih in vse živo sem počel. Se pravi, lovil sem na palico, hodil sem po otokih, bilo je luštno, divje kampiranje, ni da ni. Potem pa kar naenkrat pridejo 3 divji lovci iz gumenjakom, sidrajo v zalivu noter, čist nek na divje, poskačajo ven s podvodnim puškam, bam, kot komandosi, poskočijo v vodo in začeli se dogajati. In v tistem sem jaz videl ta film in se rekel, bolano hudo, in videl sem se v glavnem noter, a ne, in ker sem imel pač preveč časa, tisti moment, a ne, je ratal zdaj takole, ki je ratal. Greš googlat, greš youtubat, Facebook skupine in evo, takoj si na podvodnem ribolovu, puške, oprema, bla, bla, bla. In to je bila v bistvu cela zgodba, ki se je začela meni v glavi odvijati in pol se je kar začele odpirati ene poti. Po navdušenju nad podvodnim ribolovom in podvodnim svetom sem pri poročilu zašel na spletno stran Extremo. Tam sem našel praktično vso opremo, katera mi je bila že na spletu všeč. Extremo.si v Ljubljani je ena izmed bolje založenih trgovin za podvodni ribolov. Tam najdete praktično vse na enem mestu in z veseljem vam bodo tudi dobro svetovali. Ko sem na spletu najdel Extremo.si, sem se z veseljem sprehodil skozi njihovo stran in že malo pogledal, kaj bi meni prišlo prav za ta podvodni svet. Za podvodni ribolov potrebujete ABC opremo. ABC oprema je plavutke, neopren, uteži nož, maska, dihalka in pa podvodna puška, katero si izberete. Ne pozabiti na bojo in pa seveda letno karto. Glede na to, da še nikoli nisem imel v roki prave puške za podvodni ribolov, mi je Domen v trgovini razkazal vse modele in sva skupaj našla puško, katera je za začetnika perfektna in služi dolgo svojemu namenu. Pokazal mi je, kako se napele laks, kako se ašta vstavi v mehanizem in kako se pravilno napne gume, katere strelijo ašto. V Extremo trgovini sem našel praktično vse te stvari, vse na enem mestu in kot sem že omenil, Domen mi je res znal dobro svetovati. Ok, ko enkrat prideš iz trgovine, je stvar sledeča. V trgovini Extremo v Ljubljani spoznam super človeka, Domna, ki mi je v nulo svetoval zadevo, se pravi od obleke, katere uteži izbrati, koliko količino uteži izbrati, da si ploven nekako s tem naoprenem, ki ga vzameš, kakšne plavutke, puška za začetnike, v glavnem vse te stvari, kar se meni zdi res vrhunsko, svetovanje na mestu in fenomenalno, ful zadovoljen. Obenem ti pa lepo svetuje, kaj je naslednji korak. Ker naslednji korak je pa, bom rekel, apneja tečaj. In to je ena izmed najboljših stvari, katero si lahko
bom rekel, vsak človek investira v svoje znanje. In to je ena izmed njih, ki se meni osebno zdi res najbolj pomembna. Čistko, za primer, sem jaz pod vodo nekako zdržal, kaj svem, pol minute recimo, ne? Pa že to je bilo res hudo. S tečajem pri samoj Rankotu, se pravi na apnea.si, je meni ratal statično apnejo držati 2 minute in pol. To je nerealno, ko to doživiš, je to fenomenalno. Sam tečaj je sestavljen, bom rekel, iz teoretičnega dela, iz praktičnega dela. Potem kasneje sledi pa tudi globinski del, ki se izvaja v morju. Se pravi, imeli smo predavanja, so bila na difu, se pravi, sam praktičen del je bil v bazenu na difu in pa na bazenu Tivoli. Na to smo šli pa delati globinski potop, se pravi sobota in nedelja, vikend varianta je bila na Krku. In tam smo šli vsi, bom rekel, ki so se udeležili tečaja skoraj preko 10 metrov, kar se meni zdi fenomenalno. Predstavljajte si zgodbo 10 metrov globine, kjer ne vidiš do tal in se ti potopiš na dah noter in se potopiš praktično v črnino, na koncu dol pa priješ v tako globino, da se ti spet odpre čist nov svet. Iskreno, s tem tečajem sem napredoval, bom rekel, na sami kondiciji, na sami tehniki potopa, kako se pravilno umiriti, kako uporabiti vse te dihalne vaje, sprostitvene vaje, skratka, kako se prav raztegniti, kako pravilno dihati, kako izenačevati. Vse to se naučiš na tem tečaju, ki je ena najboljša investicija, kar je možna v svoje znanje, ki bi za moje pojme se mogli čist vsi udeležiti tazga tečaja, bodi si podvodni lovci ali pa čist navadni freediveri. Iz to zadevo naredite, bom rekel, pri potapljanju na dah next level. In na mene je to ogromno vplivalo in pri tej zadevi, bom rekel tako, super družba, super inštruktori, čisto od prvega do zadnjega moram vse pohvaliti, vsi se zavzamejo, pomagajo ti razširiti, odprejo ti v bistvu oči, da vidiš, kaj je to ta prav podvodni svet in kako zares uživati v vodi. Evo, ko si enkrat v bistvu fino opremljen, ko si potem, bom rekel, tudi dober, izučen, podučen v samem podvodnem svetu, kar se tiče pravilne tehnike, izenačevanja, potapljanja in vse to, v bistvu nimaš pojma, kako se sploh pravilno potopiti. Tukaj na tem tečaju so se meni v bistvu odprle oči in iz samo pravilno uporabo dihanja, izenačevanja sem premagal strah in sem šel na globino 13 metrov. Pozna se izredno dober pri samem ribolovu, ker znaš se lepo potem umiriti in tudi potem je ribolov podvodni, bom rekel, bistveno bolj uspešen. Naslednji korak je pa seveda to treba pol tudi negovati. Jaz predlagam zdaj to tako, treba se spraviti pol tudi malo kdaj plavati, treba je narediti to statiko oziroma ne statiko, dinamično apnejo je fino trenirati takole po zim sploh, na kakšnih bazenih, pa to že enkrat na teden ful naredi. Pa sama pljuča, sama kondicija za pljuča je pa, bom rekel tako, ful dobro je delati kolo, trenažer, vse take variante, hoja v hrib, da si obremeniš, da dela pumpa, da dobro dela. In to je to. Vse te stvari ful pomagajo pri sami kondiciji za apnejo, tako da jaz zdaj te stvari sem zdaj naredil, meni se ogromno pozna na tej zadevi in moram reči, da čisto vsakmu bom priporočil, postopek itak, ko se spraviš nekaj delati iz nule, je res ful težko. In tukaj v bistvu, jaz sem to zato tako naredil, da boste dejansko nekako videli to mojo izkušnjo in s tem, se pravi, iz trgovino ekstremo, ki so ful profesionalni, ki znajo v bistvu svetovati tako, kot je treba in imajo vrhunsko robo. Kar se tiče pa ekipe apnea.si, samo je Ranko in pa vsi ostali inštruktori, so pa ekipa na mestu. V glavnem, res fenomenalno doživetje, družba top in jaz bom tako rekel,
pripravljen sem, da začnem nabirati ta pravo kilometrino, tudi v praksi in da se zdaj v vodi full dobro počutim. Tako da zdaj pa sam še potopi, potem pa naprej. V bistvu pa naprej tudi tako, zdaj sem si zadal, kakšen je moj naslednji proces, je ta, da v bistvu bom zdaj, ker sem naredil tudi ta tečaj za freediving na dah, bom naredil tudi nadaljevalnega in pa potem kasneje tudi mogoče še kaj. Tako da gremo postopoma naprej, pa da vidimo, kam se pol vsa ta zgodba tudi zapelje. Tako, da mogoče kakšen korak preskočiš, je pa stvar taka, da naprimer mogoče kaj bi jaz spremenil edino to, da bi kupil že v štartu kakšnega hudega rolerja, se pravi puško. Puška, roler je, bom rekel, ful boljši domet, sicer so malenkostno dražje in vse to, ampak ko enkrat kupiš tako zadevo, pol imaš dolg časa, tako da splača se mogoče v eno dobro puško investirati. Vse to zadevo, se pravi, hude plavutke, huda puška, pa dobite na Nekton Spearfishing. To je pa, bom rekel, slovenski proizvajalec, ki se maksimalno poglobi, da skozi konstantno izboljšuje, se pravi, puške, plavutke in vso to opremo za malo višji rang ribolova. Tako da priporočam ful. Evo družba, to je bilo v bistvu z moje strani vse. En kratki vodič, na hiter narejen, kratko in jedrnato, kako v bistvu res začeti ribolov iz nule, pa na hiter mogoče kje bi kaj preskočil, pa kaj dodal, pa tako naprej. In upam, da čim več vas pritegne v ta podvodni svet, ker meni je noro in zdaj bodo tudi take nore zgodbe prišle ven z tega. In spremljite, naročite se na kanal, ker teh zgodb, se pravi tematike podvodnega ribolova, pa vseh ekstremnih podvigov ne bo zmanjkalo na kanalu Lunca Films. Tako da družba, če vam bom lahko kakorkoli pomagal, tudi za naprej, napišite dol v komentar, če vas še karkoli tazga zanima. Z veseljem vam bom zrihtal in dobre cene in pa tudi vas usmeril, da boste dobro kupili, pa tako naprej. Hvala lepa, naročite se na kanal, lajkite, pa super lajkite in tako ste res legende in fajn podprete kanal. Sega.